Komunisti so želeli v Sloveniji vzpostaviti ateistično družbo, ki ne bi služila Bogu, vendar partiji. S tem so vero potisnili na rob družbenega dogajanja in zaustavili cvet in napredek slovenskega naroda. Primeri komunistične represije so bili številčni, duhovniki in verniki so bili nadzorovani s strani jugoslovanske tajne službe, Udbe, ki je imela po številnih župnijah in samostanih nameščene vohune. Verouk v šolah je bil prepovedan in duhovnike, ki Slovencem služijo kot duhovni pastiri, so izključili iz javnih razprav in nastopanja v medijih. Zaposleni, na primer učitelji, so tvegali izgubo službe, če jih je vohun opazil pri sveti maši v kraju, kjer so poučevali. Vera, v primeru Slovenije krščanstvo, je bila predstavljena kot nazadnjaška, škodljiva in kot sovražnik delavskega ljudstva. Zdaj pa k temu, zakaj so bili ti ukrepi za slovenski narod izredno škodljivi. Cerkev, ki je igrala ključno vlogo pri izobraževanju, dobrodelnosti in kulturi naroda, je postala državni sovražnik številka 1. Slovenci, ki so stoletja odraščali z močnim krščanskim temeljem in navadami, kot so sveta maša, poromanja in sveta spoved, kar je pripomoglo k duševnemu zdravju naroda, so bili prisiljeni vero skrivati. S tem je vera postala povezana z občutkom sramu, kar je nedvomno vplivalo na duhovno zdravje naroda. Družine, ki so iz roda v rod prenašale bogato slovensko dediščino, so začele izginjati, saj je bilo starše strah oblasti, otroci pa so pod vplivom močne propagande v šolah pogosto sami opustili vero. Promovirala se je umetna in neutemeljena jugoslovanska enotnost, ki ni spoštovala slovenskih kulturnih korenin, temveč politično koristna prepričanja, kot na primer, da so Srbi bratski narod, čeprav imajo neprimerljivo drugačno kulturo. Samostojna Slovenija nam danes omogoča, da o tem lahko končno spregovorimo, vendar je strah iz tistih časov še vedno navzoč, kar dodatno dokazuje, kako globoko rano je komunizem pustil na slovenskem narodu.